Prav tako boste slišali, koliko analiz za družinsko medicino je bilo v preteklosti že narejenih, a so obležale v predalih. Pa tudi, zakaj so odgovorni preslišali vsa opozorila in komu te kaotične razmere morda celo ustrezajo. 24 ur inšpektor zelo kmalu. Potem pa v športu. Zdravstveni dom Škofja Loka v petek popoldne. Srečamo se z direktorjem, zdravnikom splošne medicine, predsednikom Združenja zdravnikov družinske medicine, Aleksandrom Stepanovičem. Ravno kar, če prav razumem, začenjate dežurstvo, ne? Tako je. Poleg rednega dela v ambulanti in vodenega zdravstvenega doma se seveda vsi, vključno z mano, vključujemo tudi v dežurno službo. To je petek popoldan, sobota, nedelja. Tudi direktor zdravstvenega doma. Vsi, ki so zdravstveno sposobni in še kolikor toliko pri močeh, da lahko to delo upravljamo. Tudi v Škofji Loki imamo težave, priznava Stepanovič, a jih za zdaj nekako rešujemo. Pred kratkim so odprli 2 ambulanti družinske medicine, ki sprejemata nove paciente, a se mesta hitro polnijo. Nekaj z lokalnim prebivalstvom, nekaj pa tudi s prilivom prebivalcev iz drugih krajev, kjer te možnosti ni, zlasti iz Ljubljane. Postopiva v ambulanto številka 1. Martin Baraga je mladi specialist družinske medicine. V Logaškem zdravstvenem domu dela kot urgentni zdravnik. To je vaša ambulanta? Ja, tukaj delam, kadar sem razporejen v ambulanto. Zakaj ste se odločili za družinsko medicino? Družinska medicina me privabila predvsem zaradi načina dela. Delo v manjših ambulantah, napram večjih bolnicah. Pa manjši, bolj povezan kolektiv, dobri odnosi med zaposlenimi, pa poglobljeni, bolj osebni odnosi z bolniki. Po 15 novih na dan, večinoma iz Ljubljane, se jih v teh dneh oglasi pri njih in izbere zdravnika. A znotraj stroke, priznava sogovornik, družinska medicina še vedno velja za podcenjeno, manj vredno. Je včasih prišel ta vtis, ampak mislim, da družinci smo vedno v srcu vedeli, kaj želimo delati in bili ponosni na to. To je pa zdaj ambulanta številka 3. Vi ste tukaj specializantka, a bi ostali tukaj v tem zdravstvenem domu? Bi. Zakaj? Zaradi tega, ker ima zelo dobre pogoje dela, se počutim zelo vključena. Začela je kot sobna zdravnica, še dobro leto specializacijo čaka pod budnim očesom svoje mentorice. Pa si mislila, kakšno kontrolo potem naslednji teden? Ja, naslednji teden. A vam je ob tem, kar se trenutno dogaja, kdaj žal, da ste se odločili za družinsko medicino? Ni mi žal, da sem se odločila. Upam pa, da nikoli bom primorana v tako odločitev, da bom iz tega poklica izstopila. Zdravstveni domovi, kot vidite na grafiki, poslujejo dobro, tako rekoč vsi s prihodkom. Tudi zato, ker so, predvsem tisti na obrobju, na periferiji, že leta prepuščeni samim sebi. Pomanjkanje družinskih zdravnikov ni problem od včeraj, pač pa stalnica, ki so jo z različnimi ukrepi reševali vsi ministri za zdravje. A dokler se težave rišejo v manjših lokalnih okoljih, opozarjajo naši sogovorniki, se nihče ne zgane. Ko pa poči sredi Ljubljane, se zganejo vsi. To je nekaj, kar v bistvu z medicino nima nobene zveze. To je nekaj, kar bi lahko v zdravstvenem domu uredili drugače, brez teh vrst, brez vseh teh zadev, to je bilo popolnoma nepotrebno. Dušan Vlahovič v ljubljanskem UKC dela že vse od leta 1987. 3 leta ga ločijo do penzije. Z žalostjo in razočaranjem opisuje, kaj je doživljal ob tem, ko je gledal tudi starejše in otroke, kako nemočno stojijo v vrsti in čakajo. Lahko bi imeli več prostora v zdravstvenem domu, da bi ljudje se usedali, da bi... Kaj ne vam rečem, šalamastika, ne? Da bi odgovorili na vprašanje, kaj nas je pripeljalo do kolapsa, ki se dogaja pred našimi očmi, je treba razumeti ozadje, pogledati v zgodovino. Javno zdravstvo in zdravstveno zavarovanje imate v Sloveniji dolgo tradicijo. Do 2. svetovne vojne so delali v primarnem zdravstvu predvsem zasebniki. Po vojni pa je šel razvoj zdravstva skozi faze, ki so odražale politični in ekonomski razvoj tedanje Jugoslavije. Leta 1992 smo zato znova uvedli možnost zasebnega dela v zdravstvu. Število zasebnikov in koncesionarjev
se je začelo povečevati. Privatizacija se je zgodila tudi v lekarnah, pa na področju zdravstvenega zavarovanja. Danes je v dopolnilno zdravstveno zavarovanje vključenih 1,5 milijona prebivalcev. Jaz mislim, da je koncesionarstvo v določeni fazi imelo izredno pozitiven vpliv na razvoj slovenskega zdravstva nasploh. Če tega ne bi bilo, bi zdravstvo kolapsiralo že bistveno prej, kot pa se sedaj to dogaja. Tako Andrej Bručan kot zdravstveni minister sedel je v 2 vladah, Bajukovi in prvi Janševi, je bil koncesijam naklonjen, jih podeljeval, z njimi soglašal, še zdaleč ni bil edini. Politika je koncesije ves čas branila z argumenti razbremenitev javnih financ, stimulacija zasebnika, večja preglednost stroškov in še konkurenca, ki zagotavlja cenejše in kakovostnejše zdravstvene storitve. Koncesionarji sodijo v javno mrežo, vendar so njihovi pogoji dela v večini slabši od tistih, ki jih imajo v zdravstvenih domovih, imajo slabše so finance in tako naprej. Nimajo denarja za investicije, kot ga dobivajo zdravstveni domovi. Milojka Kolar-Celarc, ki je zdravstvo vodila v vladi Mira Cerarja, odgovarja: ni prav, da za javne zdravnike in koncesionarje ne veljajo ista pravila. Javni zdravniki so namreč del javnega sektorja, imajo fiksne plače. Koncesionarji lahko plačujejo sebe in svoje zaposlene, kakor želijo. Njim treba imeti svojih prostorov, lahko jih najamejo, vzamejo kredit, se širijo. Vsega tega javni zavod ne. Koncesionarjem ni treba kupovati z javnimi naročili, čeprav gre za isti denar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot v javnih zavodih. In medtem, ko gredo javna naročila skozi najrazličnejša sita, koncesionarjev nihče ne nadzira pri tem, kako kakovosten material kupujejo. A po drugi strani lahko celo boljši material kupijo bistveno ceneje. Če bomo zdaj dovolili, da se bo to prelilo v, bi rekla, v te oblike, potem bo zdravstvena storitev postala gospodarska storitev, tako kot katerakoli storitev, ne vem, odvoz komunalnih odpadkov ali pa, če hočete, malo karikiramo, prodaja kruha ali pa krompirja. Bručan, ki je v eni sami noči brez javnega razpisa podelil koncesije kar 50 zdravnikom, danes meni, da so te preživeti model. Težave slovenskega zdravstva in druge. Glavni razlog je v tem, da v Sloveniji nismo nikoli uspeli urediti popolnoma javno zdravstvo v modernem smislu. Mi imamo še vedno nekako poldržavni sistem, bolj državni kot ne. Država urejuje celotno zdravstvo in to seveda se potem tudi pozna. A se je pritisk na urgenco kaj povečal zaradi stanja v družinski medicini? No, to je predvsem na IPP-ju vidno, pri nas malce manj. V zadnjem letu je opazen porast števila oseb brez družinskega zdravnika, opozarjajo tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Takšnih je bilo ob koncu leta 2021 nekaj več kot 78.000, na dan 31.12.2022 pa že dobrih 99.000. In še pojasnilo, v zadnjih tednih ste pogosto slišali, da je brez osebnega zdravnika okoli 130.000 ljudi, a v to številko so vključeni tudi tujci, med katerimi imajo nekateri svojega zdravnika v tujini, a imajo vsi pravico do zdravnika v Sloveniji. Eden ključnih razlogov za to leto 2019, ko je minister Aleš Šabeder ugodil zahtevam družinskih zdravnikov in znižal normative za opredeljene bolnike na 1895 glavarinskih količnikov oziroma okrog 1500 opredeljenih pacientov. Tisti, ki so delali več, so bili dodatno plačani. Šlo je za še eno gašenje požara, ki pa ga mnogi zdravniki, kot smo poročali pred 3 leti v Fokusu, niso videli kot del rešitve. Nekaj naših zdravnikov tega plačila ne želi, to se pravi, da delajo nad obremenitvami in zato ne prejemajo dodatnega plačila, ker ga ne želijo. Tako je. Kakšni so pa razlogi za to? Kaj so vam povedali? Pač ne zdi se jim pravilna rešitev. Znižanje glavarinskih količnikov je imelo pomembne posledice, ko so se zdravniki, ki so imeli več kot 2000 pacientov, upokojili ali zapustili javni zdravstveni dom, teh niso v celoti prevzeli novi zdravniki, saj je bil količnik nižji. Vsak tak odhod je torej pomenil, da je brez zdravnika ostalo približno 500 bolnikov.
Izračun glavarinskih količnikov, kot ga imamo danes, je neustrezen oziroma je zastarel, ker upošteva samo starost. Tudi Kolar Celarc se je v svojem mandatu zdravnikih pogajala o tem količniku. Našli so se pri 2100, a v sporazume so zapisali tudi, da je treba opraviti temeljito analizo obremenitev, da bi videli, kateri zdravnik dela več in kateri manj, kdo lahko sprejme še kakšnega bolnika in kdo ga ne more. Namesto da delamo promocijo za tovrstne poklice, ne, v javnem zdravstvu, v javnem šolstvu in še kje drugje, smo mi v bistvu načeli ugled teh poklicov. Pa opozarja Petra Došinović-Bonča z Ekonomske fakultete, ki do obisti pozna zdravstveni sistem in številke, ki se prelivajo v njem. Veliko študij kaže, da finančni motivator niti slučajno ni tako močan kot nefinančni motivatorji. Ne? Torej, višje plače ne bi rešile probleme. Višje plače so eden od elementov, kup študij kaže, da so 4-krat šibkejši po vplivu kot zadovoljstvo s poklicom, ne ugled tega poklica. Zadovoljstvo tudi s tem, da recimo dajemo zdravnikom informacije o tem, kakšne zdravstvene izide dosegajo pri pacientih. Ne? In mi pa danes te informacije lahko seveda zbiramo. Sindikalne težnje po višjih zdravniških plačah širša javnost vedno znova razburjajo. Tudi zato, ker je na portalu plač javnega sektorja med 50 najvišjimi plačami kar 48 zdravniških. Rekorder je bil oktobra lani zdravnik iz ljubljanskega UKC, ki tudi predava na medicinski fakulteti, zaslužil je 15 tisočakov bruto. Nekaj manj na drugem mestu njegov kolega iz bolnišnice. Slabih 15 tisoč evrov bruto je ta mesec dobil zdravnik iz ptujske bolnišnice, ki dela tudi v mariborskem zdravstvenem domu. 14 tisočakov in pol bruto je zaslužil zdravnik iz zdravstvenega doma Slovenj Gradec. Še enkrat poudarjamo, to so podatki najvišjih zdravniških plač in ne, takšnih plač nimajo vsi zdravniki. Ines Hodnik je specializantka družinske medicine, trenutno dela v zdravstvenem domu Vič Rudnik. Odločila se je med 3 specializacijami, na koncu vendarle izbrala družinsko medicino, ker je, pravi, najbolj celostna. Kolegov, ki bi se odločili kot ona, ni bilo prav veliko. Ne vem, zakaj v bistvu je toliko manj vreden v očeh ljudi pač ta poklic. Se pišete sam na potence, ne? Pa ni res, ne? V bistvu vodiš celotnega pacienta, ne? Če bi imeli močno primarno raven, se mi zdi, da bi razrešili veliko težav tudi na drugih področjih. Čeprav je delo pogosto zahtevno, stresno, na dan ima tudi do 60 pacientov, osnovna bruto plača pa slabih 1900 evrov, namerava ostati v javnem zdravstvu, a spremembe, pravi, so nujne. Kada smo Slovenci narod, da mora nekaj res početi, ne? Potem se pa naredijo spremembe, ne? Tako, do takrat so pa ono, pa sej bojo zmogli. Pa sej smo zmogli, ne? Tako, ampak pride do določene točke, ker pač enostavno ne zmoreš več. Premalo se je naredilo skozi leta. Ginekolog profesor dr. Adolf Lukanović v ljubljanskem UKC dela vse od leta 1982. Dobro se spominja občutkov euforije, navdušenja in tudi, ko danes pravi s časovno distanco, zaslepljenosti, ki je spremljala proces osamosvojitve. Ko smo prišli v kapitalizem in razprodali državno srebrnino, je zdravstvo obstalo kot poslednji branik prejšnjega družbenega sistema. A kljub temu v zadnjih 30 letih, tako Lukanović, tako slabo, kot je v trenutnem času, ni bilo še nikoli. Razmere so nesprejemljive, kaotične in človeka navzdajajo z veliko zaskrbljenostjo. Namreč ta situacija za družinsko medicino ni od včeraj in je nenavadno, zakaj je v tej brutalni obliki eskalirala ravno v teh dneh. Nesprejemljivo je, še poudarja, da državljani moderne zahodnoevropske države po noči stojijo v vrsti, da bi si priskrbeli zdravnika. Gre za moralno-etično vprašanje, gre za to, da so to posebej ranljive skupine, starostniki, otroci. Eden od ukrepov, ki smo ga nedvomno zamudili, opozarja, je nagrajevanje zdravnikov po učinku. Postavlja se vprašanje, zakaj v vsem tem času v naši branži nismo uspeli definirati standardov in normativov. Morda zato, ker je nas zdravstvenih delavcev premalo.
Računsko sodišče je v analizi do leta 2019 ugotovilo, da se je število zdravnikov od leta 2012 do leta 2018 povečalo za 30%, slabih 5000 na skoraj 6500. Število zdravnikov v postopku specializacije se je med letoma 2008 in 2019 povišalo slabih 1200 na dobrih 1700. Pa vendar med mladimi zdravniki je vse manj interesa za specializacijo družinske medicine. Med letoma 2011 in 2022 je bilo razpisanih 1158 mest za specializacijo iz družinske medicine, zasedenih pa le 730. Več kot tretjina mest je torej ostala nezasedenih. Niti eno leto za specializacijo iz družinske medicine ni bilo več prijav, kot je bilo razpisanih mest. In čeprav se je od leta 2017, ko je razpisovanje specializacij prevzelo Ministrstvo za zdravje, število specializacij za družinsko medicino povečalo, se to v praksi ni izkazalo za najboljšo rešitev. Zakaj ne? Povečalo se je tudi število ostalih specializacij, ki pa so bile za mlade zdravnike veliko bolj privlačne. To je vse povezano eno z drugim. Če se pogoji dela izboljšajo, potem bo interesa več. Aktualni minister bo trenutni problem reševal ravno z nagrajevanjem. 80 evrov neto na uro bo dobil zdravnik, ki bo po svojem rednem delu pregledoval še bolnike, ki nimajo izbranega zdravnika. To verjetno ni najbolj posrečena rešitev, ampak je pa verjetno bolje kot nič. Gre za gašenje požara, verjetno bo na kratek rok dosegel neke učinke, ampak na dolgi rok bodo učinki bistveno poslabšali razmere, ki jih imamo zdaj. Pozabljamo, opozarja Petra Došenović-Bonča, da problem ni v pomanjkanju denarja, pač pa v težavah, ki se ponavljajo že zadnjih 30 let. Načrtovanje zdravstvene mreže in primarnega zdravstvenega varstva v njej, pa nepravilno načrtovanje kadrov. Vedno načrtovati, da bo še enega upokojenega zdravnika zamenjal z enim, recimo, mlajšim, neprimerno v razmerah, ko se tehnologija spreminja, ko znamo zdraviti bistveno več danes kot nekoč, ko smo pacienti zahtevnejši. Pozabili smo tudi, še dodaja, da so družinski zdravniki tako imenovani vratarji, kar pa ne pomeni, da pišejo napotnice, pač pa da 60 do 70% zdravstvenih problemov svojih opredeljenih bolnikov rešijo, da ne obremenjujemo višjih, dražjih ravni zdravstvenega sistema. Alarm zvoni že dolgo. Nobena od težav, ki smo jo izpostavili, ni od včeraj. Zakaj se torej v letih ponavljajočih se problemov nismo naučili dovolj, da bi jih izkoreninili? Komu stanje, ki ga imamo, ustreza? Mi opazujemo, kaj se dogaja, vemo, kakšne so rešitve in jih tudi ponujamo. In na gluha ušesa naletiš in pri menedžmentu javnih ustanov in na nivoju politike. Rezultat pa vidite sami. Kolar Celarc nam je pokazala vrsto že pripravljenih dokumentov. Ta najobsežnejši je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, lahko bi rekli temeljni zakon našega zdravstva. 3 leta so ga pisali, usklajevali s socialnimi partnerji, dorekli so skoraj da vse. Danes ne rabimo novega predloga reforme. Rabimo se vsi zdaj pogledati, kaj smo v zadnjih 15 letih dali na papir in to samo spraviti v življenje. Če ne bomo te ladje obrnili danes, potem na žalost, čeprav sem ekonomist, bom rekla, bomo do te mere načeli javni zdravstveni sistem, da bo ogrožen. Del odgovornosti, to je treba povedati, je tudi na nas bolnikih. Imamo solidarnostno financiran sistem, pa verjetno večina ljudi ne ve, da na leto za zdravstvo namenjamo 4 milijarde evrov in pol. Paradoks je tudi ta, da vsako leto namenimo nekoliko več denarja, a smo kljub temu vse manj zadovoljni vsi v sistemu, bolniki in zdravniki. Zdravje je univerzalna vrednota, človekova pravica. Zdravje ni tržno blago, temveč javna dobrina. Dostop do ustreznega zdravstvenega varstva pa državljanska pravica vsakega izmed nas.